Jaz si ne bi zatiskal oči, da je vodenje države lahko, ampak ena mojih prvih potez bi bila, da bi poskusil vključiti več mladih v oblikovanje prihodnosti države. Moja značajna lastnost bi bila mirnost, to pa predvsem takrat, ko so neki izzivi in pa težke zadeve, da probaš z mirnostjo stopiti korak nazaj, pogledati širšo sliko in se nato naprej odločiti, kako pristopiti k nekemu izzivu. Uspeh bi opredelil kot neko uravnovesje med kariero, prijatelji, družino in pa prostim časom. Na prvem mestu bi se odločil za enak poklic, če bi pa mogel izbrati kaj drugega, pa mislim, da bi se osredotočil v kakšen bolj tehnični poklic, mogoče v kakšno inženirstvo bi se dal. Kar sem spoznal na različnih dogodkih, še mlajše osebe od mene, vidim, da so zelo ambiciozni in zelo optimistični in mislim, da jim je samo potrebno pustiti proste roke, jih ne omejevati in da kreirajo spremembe. Jaz se zelo veliko osredotočam na številke, veliko mojih odločitev temelji na številkah, ampak takrat pa, ko sem v dilemi, ko je neka intuicija, nek notranji čut pravi, da je neka druga smer bolj pravilna, se dostikrat na to vidi, da je boljše malo pa vseeno slediti tudi intuiciji. Jaz vedno dajem prioriteto osebnemu razvoju, potem pa, ko osvojim neko kompetenco oziroma jo razvijam na višji nivo, potem pa poskušam tudi to unovčiti v profesionalnem razvoju.